Lepo pozdravljeni v oddaji Splet dogodkov tedna. Prejšnji teden smo doživeli pravi vremenski preobrat. V petek je močno snežilo, podrta drevesa so poškodovala električno omrežje, ustavljen je bil železniški promet, zgodilo se je tudi več prometnih nesreč. Brez elektrike je ostalo okoli 70 tisoč odjemalcev. Zdaj nas sonce razveseljuje s temperaturami nad 15 stopinj Celzija. Po takih spremembah je vsaka kavica na soncu dobrodošla. Začnimo s pregledom novic doma in po svetu. Pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca 2026, se po vsej državi vrstijo javne tribune, medijska soočenja in predstavitve kandidatov. Politične stranke v teh dneh nagovarjajo volivce ter predstavljajo svoje poglede na ključna vprašanja. Na volilni dan bodo državljani odločali o sestavi državnega zbora, kamor bo izvoljenih 90 poslancev, ki bodo oblikovali prihodnjo oblast. Navrhniki so na enem izmed volilnih plakatov izobesili živalski kadaver, policija pa dogodek preiskuje kot sum kaznivega dejanja. V Svobodi so dejanje ostro obsodili in poudarili, da ne gre za politično kampanjo, temveč za moralno dno. Po njihovih navedbah prvi znaki kažejo tudi na možnost mučenja živali. K politični razpravi so pozvali z argumenti, ne z ustrahovanjem, dogodek pa so obsodile tudi druge stranke. Poslanci so v državnem zboru z veliko večino potrdili koalicijsko novelo zakona, ki omili pogoje za ponovni vstop samostojnih podjetnikov v sistem normirancev. Namesto dosedanje 5-letne prepovedi bo ponovni vstop možen, če povprečni letni prihodki v 2 zaporednih letih ne presežejo prihodkovnih pragov za normirance. 120 tisoč evrov, 50 tisoč evrov ali novo kategorijo 85 tisoč evrov. Novela na podlagi odločbe Ustavnega sodišča ureja tudi štetje polnega zavarovanja za samozaposlene. Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v torek sporočili, da se bodo z marcem za 2,7% uskladili prejemki rejniških družin. Plačilo dela rejnikom se letos dodatno zviša še zaradi zvišanja minimalne plače in od januarja znaša 511 evrov. Zvišuje se tudi enkratni prejemek ob prvi namestitvi otroka, z marcem znaša 441,6 evra. V torek 24. februarja je na Zvezi društev gluhih in naglušnih potekala predstavitev aplikacij Audimo in Soniox za sprotno podnaslavljanje. Ta aplikacija omogoča prikaz govora v besedilu v realnem času in hkrati shranjuje zapiske. Ponuja tudi možnost prevajanja iz tujih jezikov v slovenščino in obratno. Več o tem kmalu na spletni TV. V sredo 3. marca 2026 bo ob 13. uri na Univerzi v Ljubljani potekal posvet z naslovom Umestitev slovenskega znakovnega jezika v sistem vzgoje in izobraževanj. Predstavljeni bodo dosežki delovne skupine, ki je med letoma 2021 in 2025 pripravljala akcijski načrt in predloge za vključitev slovenskega znakovnega jezika v predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje gluhih in naglušnih. Program vključuje pozdravne govore, strokovne predstavitve in razpravo o prihodnjih sistemskih spremembah. V Mehiki je po smrti enega najbolj iskanih kriminalcev, narkošefa El Mencha, izbruhnil val nasilja. Umrl je po aretaciji v zvezni državi Jalisco, potem ko je bil v streljanju z vojsko hudo ranjen. V umor je bila vpletena tudi ameriška obveščevalna služba. Po njegovi smrti so člani kartela napadali mesta, postavljali barikade in zažigali vozila. Poškodovanih je bilo več bank in podjetij. Mehiške oblasti so na zahod države napotile tisoče dodatnih vojakov, da bi po valu nasilja okrepili nadzor in varnost.
Minevajo 4 leta od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki je povzročila stotine tisoče smrti in milijone razseljenih ljudi. Ukrajina se kljub neprimerljivo močnejšemu agresorju še naprej brani, medtem ko ostajajo ozemeljska vprašanja največja ovira za mirovna pogajanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo naslednji krog tristranskih pogajanj med Ukrajino, Rusijo in ZDA najverjetneje potekal v začetku marca v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Madžarski premier Viktor Orban obtožuje Ukrajino, da ogroža madžarski energetski sistem in je okoli ključne infrastrukture razporedil vojsko. Zaostreni odnosi so povezani z ustavitvijo naftovoda Družba po ruskem bombardiranju. Madžarska je zato blokirala izplačilo 90-milijardnega evropskega posojila Kijevu, dokler Ukrajina ne bo omogočila tranzita ruske nafte. Zaradi tega so se zataknile tudi razprave o novih sankcijah proti Rusiji, Slovaška pa je razglasila izredno stanje zaradi pomanjkanja nafte. V torek 3. marca 2026 bo ob 18. uri v kulturnem domu Cerknica projekcija filma Junakinja z zvočnim opisom, slovenskimi opisnimi podnapisi in tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Zgodba filma spremlja zahtevno delovno izmeno medicinske sestre in razkriva surovo plat vsakdana v obremenjeni švicarski bolnišnici. Po filmu bo sledil pogovor s Tanjo Torkar, zaposleno v psihiatrični bolnišnici Begunje. Prispevek za ogled filma znaša 1 evro. Rezervacije sprejemajo na kinobrezovir@kd-cerknica.si. Danes se končujejo olimpijske igre, a z mislimi smo že pri 14 zimskih paralimpijskih igrah, ki bodo v Italiji potekale od 6. do 15. marca. Slovenske barve bosta zastopala Tabeja Dovžan, smučarski tek, in Jernej Slivnik, alpsko smučanje. Tabeja Dovžan je prva slovenska parašportnica, ki bo nastopala na zimskih paralimpijskih igrah. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo marsikje po nižinah in ob morju megla. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 13 do 19 stopinj Celzija. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Po nižinah bo zjutraj marsikje megla, na Primorskem pa bo nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho, predvsem v jugozahodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Kretnja tedna je normiranec. Kreta se tako. Normiranec je podjetnik, ki plačuje davke po fiksnem odstotku svojih prihodkov in zato ne vodi podrobnega knjigovodstva. Enostavno povedano, plačate določen odstotek prihodkov brez dokazovanja vseh stroškov. To je bilo za danes vse. Imejte lep in sončen konec tedna. Z vami bomo ponovno prihodnji petek. Do takrat pa nasvidenje.